Ko je Audi sredi 90-ih let prejšnjega stoletja predstavil model A8, je v svetu avtomobilizma završalo. Sedmica in razred S sta končno dobila pravo konkurenco. Z A8 je Audi končno postal polnopravni član elite. A že predtem je s quattro pogonom začrtal svojo pot, z njim se je v tej eliti profiliral kot znamka, ki ponuja tehnične presežke. In osmica je ta sloves potrdila s povsem aluminijasto zgodbo. V 12 letih se je nato osmica prikupila še zlasti premožnežem, ki so se želeli odmakniti od stereotipov. A8 je namreč vse skozi bil vozniška limuzina. Osmice so lastniki vedno radi vozili sami, še najraje na dolge razdalje. Naj vas samo spomnim na slovenskega proizvajalca Kuvert, ki zaradi slabih izkušenj z letali potuje izključno s svojimi 3 osmicami, ki imajo skupno na števcu že skoraj 2 milijona kilometrov. In zapuščino predhodnih 3 osmic naprej prenaša tudi novi A8. Ohranja namreč svojo vozniškost. Saj ne, da nam ni godilo sedeti zadaj desno, a z večjim užitkom smo ga peljali. Tudi dinamično skozi ovinke. A8 namreč s 4-kolesnim krmiljenjem resnično prepriča. Hkrati obračanje vseh koles omogoči izjemno okretnost. Brez težav smo ga obrnili v še tako minimalnih okoliščinah. In ko smo med vožnjo pogledovali na števec hitrosti, smo bili redno vsaj za kakih 10 km/h hitrejši kot običajno. Ko se bo torej naslednjič kak politik izmikal globi, da se ni zavedal, da vozi tako hitro, mu bomo mi verjeli. Hitrejši kot običajno pa smo bili tako med umirjeno vožnjo kot tudi v ovinkih. Udobno nam je bilo v vseh situacijah, tako mojstrsko so v Ingolstadtu skonstruirali podvozje. Prelomen pa je novi A8 zaradi ureditve kabine. To je namreč prvi Audi z zaslonom na dotik. Pravzaprav kar 2 ogromnima zaslonoma in kot se za Audi spodobi, sta inovativna. Ob dotiku namreč klikne. Zadeva sicer pridno beleži prstne odtise, zato bo robček za brisanje leč obvezna oprema, a sama razporeditev stikal je zelo intuitivna. Iskanje navigacijskih ciljev izjemno preprosto, še posebej hvalimo koncept bližnjic. Novi način upravljanja smo vam sicer že predstavili ob prvi vožnji modela A7. Pogon tega avta je bil dizelsko-hibridni. Elektromotor sicer samo pomaga dizelskemu, A8 namreč ne more pospeševati zgon na elektriko. Se pa varčevalni ukrepi, recimo jadranje, med vožnjo zelo čutijo. Je pa res, da smo pričakovali v praksi še bolj denarno občuten rezultat. Avtocestna poraba manj kot 7 litrov na 100 km je sicer dobra za tako zmogljivo in težko limuzino, a tako nizko porabo je ponudil že tudi predhodni A8.